Ti si dejansko diplomiral iz kiropraktike in vse, kar je v Sloveniji manjka, je to, da tega ne smeš početi, tega ne smeš delati tako. Pozdravljeni ljubitelji našega podcast kanala Neokvirjeno, kjer gostimo zanimive sogovornike, ki jim je skupno razbijanje okvirjev sodobne družbe. Naš današnji gost je zagotovo eden takšnih, saj je v 3. letniku pustil študij strojništva v Ljubljani, vzel prihranke in odšel v Ameriko študirati kiropraktiko. Tudi po končanem študiju se ni, kot pravi Janez, odpravil v sosednjo vas po bodočo ženo, ampak kar v Porto Riko. Spoštovani, z nami je danes doktor kiropraktike iz Združenih držav Amerike, ki je diplomiral na ugledni univerzi v Ameriki, Life University, in dodatno znanje nabiral tudi v Nemčiji. Z nami je kiropraktik Marko Cvetko. Marko, lep pozdrav. Zdravo, hvala za povabilo. Marko, ali je sedenje kuga sodobnega časa? Definitivno, ker sedenje ni zdaj samo problem kot ta slaba drža, ki lahko vpliva na celo telo, kako se počuti, kako mišice delujejo, kako organi delujejo, prekrvitev in tako dalje. Ampak problem je tudi neaktivnost. In možgani, telo rabi, aktivnost rabi gibanje, da dobi energijo. Tako da definitivno velik problem današnjega časa. Srečuješ veliko ljudi. Kako te ljudje vidijo? Ali te jemljajo kot tistega nekakšnega supermena ali bolj z strahom, joj, kiropraktik, da mi kaj ne zlomi? Zanimivo vprašanje. Mislim, da je kar gre v obe smeri. Eni so čisto presrečni, drugi pa seveda imajo nek strah. In kar je tudi z razlogom, ker kiropraktika, še posebej v Sloveniji, ima dokaj slabi glas, ker se večinoma pozna kot kiropraktiko neke samouke ali vikend pakete, ki so delali marsikaj in tudi so delali veliko škode, kar je potem razumljivo, da je nek strah. Ne samo v, bomo rekli, splošni populaciji, ampak tudi v samem zdravstvu, zdravniki. Tako da obojega srečaš. Kaj pa potem, kaj je najbolj strah ljudi? Zakaj je ta strah ljudi? To pokanje v sklepih in te stvari? Ja, enkrat se mi zdi, da ta pok ima neko predstavo, da se nekaj groznega dogaja v telesu. Drugič pa spet ogromno ljudi si to zamišlja, da je to nekaj grobega, ker tako sem prej omenjal ogromno samoukov in vikend paketov, ki izvajajo, bomo rekli, neke tehnike, manipulacij, ki so lahko boleče, ki puščajo neke posledice trenutne in mogoče dolgoročne, in potem posledično strah. Ampak treba vedeti, da je v bistvu kiropraktika svetovno gledana ena izmed varnejših metod in tudi ena izmed najbolj uporabljenih komplementarnih in alternativnih zadev. Če še pustiva malo kiropraktika, do kiropraktika še prideva. Oče je avtomehanik, to pomeni, se je pričakovalo tudi od sina, da bo šel v tej smeri. Končal si strojno-tehnično, mislim, da v Celju, in potem si se vpisal na študij strojništva. V 3. letniku si pustil študij. Zakaj? Ja, imel sem definitivno veselje in še vedno imam veselje delo z stroji, avti. In zato sem tudi nekako skozi se vodil v to smer izobraževanja od začetka. Ampak potem se je nekako začelo že v srednji šoli, v bistvu se je začelo že prej v osnovni šoli z zdravstvenimi težavami, najprej z glavoboli, migrenami, ki se potem to samo stopnjevalo v neke alergije, težave, prebavne težave, krvavljenje s črevesjem in tako dalje. In prišel bo tisti trenutek na univerzi strojništva, kjer se enostavno težav ogromno nabralo zdravstvenih, za katere noben ima neko pojasnila, zakaj se to dogaja, razen to, da so pač predpisovali mi zdravila in pumpice za astmo in tako dalje, ki se tudi razvila. In potem tudi od tega sem jaz začel dojemati, ja, imam rad to delo, strojništvo in tako naprej, ampak vseeno pa mi mogoče ni sedeti cele dneve za računalnikom in, bomo rekla, nekem razvoju ali bilo kaj v tem smislu. Rajši imam neko delo z rokami. Zato sem tudi imel najprej idejo se vrniti domov pa začeti delati z avti in kot avtomehanik in tako dalje. Seveda oče ni bil najbolj za to,
In pol je pa prišlo tako do tega trenutka, kjer sem spoznal doktora kiropraktika, enega Američana, ki je delal v Nemčiji, bil na obisku v Sloveniji. In ko je bil na obisku, smo se spoznali in pogovarjali in je rekel, škaj, dej, bom te jaz parkrat pogledal, ko imam čas. In je meni toliko pomagalo, to njegovo delo, da sem šel še potem v Nemčijo naprej na obravnave. Tada sem potem res zmetal tablete stran, pumpice stran, dosti boljše počutil in je sam tisti klik bil v moji glavi, samo, jaz pa želim isto početi, želim isto ljudem pomagati. Tada, to je to. Pustil študij in šel v Ameriko. To pomeni, zakaj ravno, mislim, vzrok je bil ta kiropraktik, ki si ga srečal, je to bilo slučajno, da je pač bil Američan, ali se nasplošno so najboljše fakultete za kiropraktiko v Združenih državah Amerike? V Ameriki se v bistvu kiropraktika kot znanost začela v bistvu razvijati. Ne. Kiropraktika je sicer že znana. Prvi, ki je nekako omenjal kiropraktiko, ki je zapisoval, je bil že Hipokrat. Ne. On je prvi opisoval, da ko hodi po hrbtnicah, ko hrbtnica nekaj poka, da ljudje ozdravijo. Ne. In on tudi je prvi pisal, da najprej, bilo kakšne koli so neke zdravstvene težave, naj se prej pogleda za vzrok hrbtenici, šele potem se da, bomo rekli, neka zdravila. Ne. Tako da kiropraktika že ima zelo staro zgodovino, tudi Kitajci in tako naprej, Azijci opisujejo neke metode. Ampak kot znanost se je začelo razvijati v Ameriki leta 1895 in zato so tudi prve šole, univerze so se začele v bistvu tam razvijati. Ne, in je tudi najbolj razširjen in tudi v bistvu del splošnega zdravstva tam. Torej, odpravil si se na pot v Združene države Amerike, izbral si fakulteto, kako pa s šolnino, pa s temi stvarmi, jezikovne ovire, kako se spominjaš teh začetkov, verjetno ni bilo enostavno. Ko si gledal zneske, katere už mogo se plačati, pa sem tisti tak, kako bomo to plačali, nimamo pojma, ampak jaz to hočem. Ne. Tako da, tudi univerza je htela v bistvu imeti potrdilo od banke, da smo mi to zmožni plačati. To potrdilo smo dobili, čeprav nismo bili zmožni plačati, ampak ker je mama delala na banki, smo to potrdilo dobili. In teda vse, do konca nismo vedeli, kako bomo to zvozili, ampak se nam je ratalo zvoziti. Nekaj z lastnih prihrankov, starši na vse možne načine se trudili, delali v bistvu samo za mene, sposojali smo se pri družini, pri sorodnikih, kredite imali. In potem tudi glede na samo uspešnost na fakulteti v Ameriki sem že potem tudi poznal toliko ljudi, da so pol oni meni dali štipendijo, pa tudi kredit, tada smo to pol nekako zvozili skozi. Ne. Kako dolgo si bil v Ameriki? V Ameriki sem bil nekaj slaba 4 leta pa pol, ampak časovno mogoče se ne zdi tako veliko, ampak sistem šolanja je tam čisto drugačen. Ne. In v bistvu imeli smo četrtinski semestre, se pravi, en semester je v bistvu bil 3 mesece. Teda tempo je bil zelo hiter in tudi zelo si lahko prilagodiš, kako boš delal. Ali boš delal, bomo rekla, v nekih normalnih smernicah, ali boš šel zelo hiter način, pospešen, da boš tudi pripravništvo delal znotraj samega študija. Teda jaz sem šel najhitreje, kar možno, ker zaradi finančnega zadeve, ne, ker vseeno toliko vse drago in življenje, da sem namesto 6 let, če bi šel po našem slovenskem sistemu ali po evropskem sistemu, sem iz tistih 6-7 let sem zmanjšal na 4 leta pa pol. Ne. Aha, to je pomembno, si bil kar priden študent. Ja, v Ameriki definitivno. Ja. Kako pa drugače študij v Ameriki? Mi smo v Sloveniji, pa nasplošno v Evropi vajeni teh klasičnih študijev, predavanja, kolokvij, izpiti. Je potem to ameriško šolstvo takšno, kot ga vidimo v filmih, dejansko to srečevanje s profesorji? Drži to ali kako si ti to doživljal? Definitivno je velika razlika. Ne. Meni se sami študiji tam dosti bolj dopada, tudi dosti bolj si povezan z profesorji, dosti bolj so dostopni in iz tega pristopa si se tudi dosti več naučil. Ne. Ker dejansko so bili tam za tebe, so se trudili, so ti pomagali, da si razumel, da si se naučil, da si opravil izpit. In rečemo tudi kot primer, večinoma izpitov, teorije in tako naprej so bili ABCD, ne. Se pravi, si obkroževal odgovore. Ne. In vedno se je naredila potem analiza vprašanj in rečemo, tisto vprašanje, ki je, rečemo, samo 10% pa 20% študentov je ugotovilo, je dobilo prav, 80% študentov pa rečemo, ni odgovorilo pravilno na tisto vprašanje, se je tisto vprašanje izključilo. Se pravi, ker je
bilo tretirano, da je profesor dal slabo vprašanje. Ne? In da so se res trudili za tebe, mogoče tudi zaradi tega, ker plačaš jih, ne? Se pravi, plačljivo je, drago, in oni vejo, da ti imaš moč. Ne? Rečemo, tudi dober primer je bil profesor, ki je bil, rečemo, bolj po slovenskih, ali po evropskih standardih, ne? Se pravi, je zajebaval, ne? Je metal rad, da nisi mogel narediti in tako naprej, ampak je bilo dovolj podpisov, dovolj podpore študentov, da je v bistvu se odstranili profesor in dali novega, ne? In dobil odpoved. Tako da je res dosti to, kar se vidi v filmih in tako naprej, in kar se sliši in bere. Tako da se mi zdi, da študije tam res veliko boljšno. Torej ste tudi z asistenti, profesori šli na kavo, na pijačo? Šli smo ga tudi žurati in tako naprej. Vseeno pravi, 4 leta pa pol si nekako preživel v Ameriki. Kaj si počel vse v tem času ob študiju še? Ker vem, da si tudi zelo rad potuješ, veliko si potoval. Ja, zdaj, vse je bilo res usmerjeno v smer študija. Se pravi, ves prosti čas, hodil sem na seminarje, na dodatne izobraževanja, dosti učenja. Seveda smo si privošli tudi, ne, smo šli se sprostiti in tako, kar moreš, ne, če ne znoriš. Ampak glih zaradi tega, ker je bil taki tempo, je bilo res vse usmerjeno, tako da nisem imel nekaj časa, da bi zdaj šel nekaj še delati v študijo. Pa v bistvu tudi zaradi same vize nisem zdaj smel delati, ne. Si mogel res samo študirati, tako da vse je bilo res usmerjeno, bolj manj k temu izobraževanju, seminarji, potoval sem ogromno okoli na dodatne izobraževanja, tako da je čas minil takle 1, 2, 3. Torej, ko si pa zaključil študij v Ameriki, bi vsi pričakovali, da se boš pač vrnil domov v Slovenijo, ampak ne. Pot te je odnesla kar naprej v Nemčijo. Sicer si se vrnil v Evropo, ampak ne v Slovenijo, ampak kar v Nemčijo. Ja, zdaj, po eni strani se mi to, bom rekel, ta ameriški način kar zadopadal, mi je bil všeč način življenja, da sem hotel še več stvari izkusiti, tudi pridobiti znanja, še dodatna. Teda prva ideja je bila ostati v Ameriki. Imel sem tudi možnosti zaposlitve tam, ampak potem, ko sem dobil pa prvega otroka, je pa vedno bolj prišlo na dan ta varnost. Ne? Ni varnosti takšne, kot jo poznamo tukaj. Tudi sam način ta družinskega življenja in nekih pristnih razmerij tega glih najbolj ni. Ne? Teda to me je potem vedno bolj tisto vleklo, veš kaj, ne, se ne bi vračal nazaj domov ali pa v Evropo. In tako sem se pol tudi v bistvu odločil priti nazaj v Evropo. In se pač pojavila tudi pol možnost v Nemčiji, pa sem rekel, ok, nič, gremo najprej tja, pa bomo potem videli dalje, kako bo se življenje odvijalo. Ne. Kako pa je v sami Nemčiji, potem kako si delal, ker vem, pri nas imate kiropraktiki težave s priznavanjem diplom, ameriška diploma v Evropi nasplošno je priznana ali nekako to tretirajo v Nemčiji? Nemčija je bilo tako, jaz sem bil še sicer eden izmed tistih zadnjih, ki si prišel z diplomo, z doktoratom in si avtomatsko dobil licenco za delo. Sicer je bilo glih tako, da nisem vedel, ali bo šlo skozi, ne bo šlo skozi, tako da sem vseeno mogel vzeti dodatna predavanja za licenco, se pravi za zdravilca, ker v bistvu to Tako heilpraktikar. Tako heilpraktikar, tako. In da sem se tudi za to potem učil in tako naprej. Ampak pol na koncu se je skazalo, da sem vseeno uspel dobiti licenco brez teh dodatnih izpitov še za licenco. To so potem za mano spremenili, tako sem bil eden izmed zadnjih. Tako v bistvu trenutno je tako, da s to diplomo vse, kar moraš narediti, je samo še izpit za licenco, ne, da lahko potem v Nemčiji delaš, se pravi, diploma priznana, izobraževanje je priznano, samo v bistvu pač licenco moraš pridobiti, da lahko dejansko delaš. Ne. Na tem področju veljajo tudi evropske direktive okrog priznavanja te alternativne medicine in vsega tega, ampak v Sloveniji je s tem kar nekaj težav. Sicer se je Slovenija pred leti vsaj malo ali navidezno, ali kako bi dala temu pesek v oči, državljanom približala, ampak to področje še vedno ni urejeno. Tako je, Evropska unija seveda poskuša, bomo rekla, poenotiti ves sistem po Evropi, ne? Tudi kvalifikacija poklicov in sama opis, kaj so poklici in tako naprej. Zato so tudi neke direktive, kaj se tiče kiropraktika specifično.
Ampak zaenkrat je bilo tako, da so podane bile neke direktive, kako se mora stvari urediti, ampak do določene mere pa so še vedno dale malo prosto roko državam, da naj nekako urejajo, kako vidijo in kako so zmožni trenutno urejati. Ne. Se pravi, mora biti poenoten poklic, kdo je, kaj je, zakaj se gre, in dopuščajo pa zaenkrat še tisto neko lastnoročno bom rekla, uzakonjevanje. Ne. In kaj imaš ti sedaj v Sloveniji priznano? Zdaj, Naziv naziv priznajo, izobrazbo priznajo, ampak kot delo pa ne. Se pravi, delati pa tega ne moreš. Ne. Aha, ti si dejansko diplomiral iz kiropraktike in vse, kar je v Sloveniji manjka, je to, da tega ne smeš početi, tega ne smeš delati. Tako. Se pravi, priznajo diplomo, priznajo doktorat, se pravi naziv doktor kiropraktike, ne? Ampak dejansko tega ne morem početi. Ne? In potem po Nemčiji, ko si tam nehal, si se vrnil v Slovenijo. Kaj si začel, kakšni so bili tu začetki v Sloveniji? Mislim, tu je verjetno bilo kar precej težav. Bilo je potem tudi malo izziv, ne? Ker ko sem jaz še študiral, bi lahko brez problema prišel nazaj pa delal. Ne? Potem so to spremenili in so v bistvu dali, da lahko samo to zdravnik počne. Ne? Tada, ko sem se odločil, oziroma smo se odločili z družino, da prijemo nazaj, je bil največji razlog starši. Starši so imeli neke zdravstvene težave. In tada smo rekli, nič, želimo priti nazaj pa pomagati, ker so oni meni pomagali, spravili so me skozi vse to in so res živeli samo za mene, vseh teh 4 leta pa plus. Tada sem rekel, kar bo, gremo nazaj, bomo že nekaj poskušali, imel sem skozi tisto optimizem, bom uspel dobiti priznanje, bom uspel pridobiti licence, tako naprej, se je tudi priznano to, Svetovne zdravstvene organizacije, morajo narediti neko izjemo, ker ne, če so poklici urejeni, če poklic tudi na Zavodu za zaposlovanje piše, če je to poklic, pa moja izobrazba je tam priznana, torej mora se nekaj pozitivno zgoditi. Ne. Nažalost se ni zgodilo, tako da začetki so bili zanimivi, težki, kako začeti, kaj delati, kaj sploh lahko delamo, tada smo potem vedno iskali metode in tehnike, katere lahko izvajamo, se izobraževali in iskali najboljše možne rešitve, da lahko na čim boljši možni način pomagamo ljudem, to, kar nam je dovoljeno in dobivati kljub temu uspešne rezultate. Tako ostajaš v Sloveniji in ne mikate več tujina, dejansko si preživel svoja leta v tujini, se izobrazil. Jaz načelno bi še šel po tujini, rad potujem in doživim neke nove zadeve in se naučim nekaj novega. Ampak otroci me držijo nazaj, da smo nekako tu ostanemo. Tako, sedaj so še otroci, mislim, da imaš 3 otroke. Tako. Vsi 3 še hodijo v vrtec ali? Ne, prvi je že kar 10 let, tada prva 2 sta v bistvu šola, 5. razred, 1. razred, 3. pa še vrtec. Ja. Veliko si pa tudi, bil si v Nemčiji, tudi vem, da si bil po teh misijah, veliko si delal v tujine. Kakšen pa je tam, kako tam sprejemajo kiropraktika? Jaz se včasih pohecam, pa ti rečem, ok, če bi bil v Bosni, bi ti rekli kostolomac. Kako to sprejemajo? Tudi druge države, kakšen je ta odnos? Pa tudi ljudje, kakšen je odziv ljudi do tega dela? Nasplošno do alternativne medicine, ker pri nas je tu še vedno neki bav dejansko. Tako. V večini, kar jaz poznam, rečemo Španija, Italija, Nemčija, Francija, Anglija, Švedska, Norveška in tako naprej, te skandinavske države, je kiropraktika zelo priznana. Ne? In tudi dokaj je lepo urejena, imajo tudi šole že, ki se razvijajo v zadnjih 10+ letih. V Angliji sicer so, mislim, da že tudi v 80-ih, mislim, da že začele šole. Tako da tudi ljudje temu primerno lepo sprejemajo. Ne? Lepo sprejemajo, tudi dosti manj straha, tudi strani zdravstva in tako naprej. Teda je čist neki drugačni odziv in pristop v tujini, tako kot rečemo pri nas. Ne? Ampak se tudi pri nas spreminja v zadnjih letih vedno bolj. Tudi mi se trudimo in tudi smo v postopku ustanavljanja združenja ameriških kiropraktikov in se povezovati z Evropsko unijo in tudi Evropskim združenjem kiropraktikom, da poskušamo tisto ozaveščanje, ne, da ljudi učimo zdravstvo,
kaj je sploh kiropraktika, zakaj se gre, ni to takih bav in bav. In da lahko dejansko nekaj pozitivnega se zgodi in da se lahko ljudem pomaga. Ne. Sodeloval si pa tudi s športniki. Ja, športniki sem sodeloval že v Ameriki se začelo. Veliko so košarkaši in z ameriškim nogometom oziroma z rugbyjem. Potem se je pa to tudi nadaljevalo v Nemčiji. Sodeloval sem z hokejisti, nogometaši. Potem sem tudi nekako prišel do AC Milana. V Milano sem dosti hodil tudi en čas. Sodeloval z Jean-Pierre Mermesman, on je bil, zdaj ni več, ampak takrat je bil vodja zdravstvenega oddelka nogometnega kluba Milan. In tega v bistvu on je bil tudi en ustanovitelj Milan Laba, ki je v bistvu en izmed najnaprednejših, bomo rekla, zdravstvenih oddelkov, klinik, ki res spravi ljudi od nič do 100%. Ne. In v bistvu tudi kot zanimivost, oni z vsemi temi pristopi, tehnikam, analizami, tudi povezali so se rečemo, z Microsoftom, teda res računalniško ogromno analiz, znajo 90% natančno napovedati, da se bo nekdo igralec rečemo poškodoval. Torej napovedujejo dejansko na osnovi česa potem tu lahko, kako lahko spremljaš, da ti zdaj veš, ne vem, zdaj v naslednjem letu te ne bo avto povozil, potem te pa bo, mislim. Oni so rečemo šli v take skrajnosti, da so delali komplet vse laboratorijske preiskave igralcev v bistvu na tedenski bazi. In ko so dobivali potem vse te točke laboratorijske preiskave do potem funkcionalnih testov, mišičnih testov, gibalnih testov, kak so hodili, kak kisik v telesu in tako dalje in še. In na tedenski bazi, teda so točno že vedeli, tudi vprašalnik, rečemo, kaj jejo, kak jejo, kdaj jejo, kakšen je emocionalni stres, psiha. Teda so imeli ogromno podatkov in so točno vedeli, kje je nogometaš. Tista točka. Tako, kje je tista točka, ko je optimalno, pa kje je tista točka, ki ni optimalno. Ne? In na podlagi tega so potem oni točno lahko vedeli, daj si izven optimale, in kaj se v tistih situacijah največkrat potem dogaja. In ko so imeli toliko bazo podatkov, so lahko rekli, ko si v tej točki, imaš večjo možnost, da se ta poškodba zgodi, rečemo, v naslednjih 14 dneh, mesecu dni, 2 meseca in tako naprej. Kaj je sploh? Mislim, zdaj smo veliko govorila o kiropraktiki, pa vseeno mogoče, kaj sploh je kiropraktika? Kiropraktika, tako smo že prej omenjali, se je v bistvu začela v Ameriki in je v bistvu tudi del splošnega zdravstva tam, se pravi je zdravstvena veda, ki se predvsem fokusira na hrbtenico in na živčni sistem. Se pravi, da telo deluje kot more, da se giba kot more, da živčni sistem deluje kot more, se pravi, da je tista pravilna komunikacija med možgani in celim telesom, po hrbtenjači, po živcih, ki gre do vseh celic v telesu in potem seveda informacija nazaj. Se pravi, kiropraktika predpostavlja, da telo ima to sposobnost samozdravljenja. In če telo deluje optimalno, če je pravilna komunikacija med možgani in telesom, pomeni, da potem se tudi lahko ta samozdravljenje pravilno izvaja, pravilno diktira in da potem lahko telo tudi se izboljšuje. Ne? To pomeni dejansko velikokrat slišimo to zamenjavo, fizioterapija, kiropraktika, ampak ni. To je kar potem precejšnja razlika. Eno je gibanje, drugo je pa tudi opazovanje, poznavanje telesa, dejansko tega živčevja. Spomnim se tistih tvojih skic, ko je res bistveno bolj zapleteno, kot ima oče, kot avtomehanik, avtoelektriko. Ja, mogoče tudi, da se razume, skot izhajam. Rečemo, že sama izobrazba je, kiropraktika je v bistvu može dati splošno medicino skozi in tudi poznavanje fizioterapije, tudi fizioterapevtske predmete, da v bistvu v Ameriki lahko izvajaš prav tako fizioterapijo, kot potem kiropraktiko. In tudi si dolžen, ker si v bistvu v Ameriki, smo rekla, si zdaj v splošnega zdravstva, si dolžen postavljati diagnoze in potem tudi ljudi napotiti v pravo smer. Ne. Torej, iz tega vidika lahko tudi mogoče lažje opišem, zakaj se gre, ali kakšne so razlike potem. Ne. In fizioterapija kot tak je zelo pomembna
in zelo dobra in fokusira se večinoma na mišični sistem, ne? Mišično-gibalni sistem. Torej, kako mišice delujejo, kako se telo giba, in se fokusira, rečemo, tudi na tam, ko se rečemo neke bolečine in tako naprej. Ne? In zelo dobro je tudi pri sami rehabilitaciji. Zdaj pa in po poškodbah in tako dalje. Ne? Zdaj pa kiropraktika pa, tako smo že premenjali, ne, se fokusira na hrbtenico, na živčni sistem. Se pravi, rečemo, imamo nek bolečino nekje, pa rečemo, ok, bolečina je tam. Zdaj pa kaj je vzrok? Ali je mišica, ali je živec, ali je sklep, ali mogoče celo iz nekega drugega dela telesa prihaja, ali prihaja mogoče iz organa, skotkoli. Se pravi, iskanje vzrokov in odpravljanje teh blokad na telesu. Kiropraktika temu reče subluxacija. Subluxacija v bistvu so te blokade, motnje na telesu. In se pravi, glih tu je največja razlika, ko rečemo, ok, fizioterapija, delamo z mišicam, delamo vaje, delamo se pravi tudi modalitete, kot so laser, ultrazvok, protibolečinsko in tako naprej, za stimulacijo regeneracije. Kiropraktika, ok, delamo na živčnem sistemu, delamo na hrbtenici, skrbimo za to, da telo lepo stoji, da lepo se giba, da živčni sistem deluje optimalno, pa da se potem telo lahko zdravi samo sebe. To je potem tista prednost vsega tega. Mislim, da kako pa samo ti stebri zdravljenja v kiropraktiki? Mislim, da jih je 5. Tako, zdaj, zakaj do težav pride, imamo predvsem tri zadeve. Ne? Enkrat imamo fizične strese, psihične strese, pa kemične strese. Ne? To so tisti primarni 3 vzroki, zakaj pride do nekih težav, bilo kakšnih, ali je to pritisk, ali je to rak, ali je to bolečina. In ti 3 vzroki so v bistvu definirani v patologiji sami. In zdaj se pravi ta naš življenjski stil. In če so to tisti primarni vzroki, zakaj pride do težav, pomeni, da moramo na njih delati. Se moramo fokusirati na ti 3 glavne vzroke. Zato imamo teh 5 stebrov. 5 stebrov se pravi, da se fokusiramo na neko fizično stanje, se pravi, kako se telo giba, kako so mišice, kako telo stoji, kako sedimo, kako ležimo, se pravi na pravilni način uporabljanja našega fizičnega telesa. Ne? Potem imamo drugi steber, imamo potem psiha, emocije, ne? Se pravi stres, psihični stres, tempo življenja. Ja. Tako, ne? In tudi rečemo znanstveniki in vsi strokovnjaki na tem področju pravijo, da 90% vzrokov bilo kakšnih nekih zdravstvenih težav izvira glih iz psihe, ne? Iz stresa. Pravi, to je res vedno večji problem, ta tempo življenja, ne? Prehitro življenje, skozi smo v nekem krču, v stanju boja preživetja. Ne? Se pravi, tisti drugi steber smo rekli psiha, se pravi meditacija in tako naprej, skrbeti za sebe, se sproščati. Potem tretja imamo prehrana. Prehrana je zelo pomembna, zato ker na koncu... Zdaj prihaja čas piknikov, čevapi, da fajn je dosti zelenjave zraven. Ker spet smo to, kar jemo, ne? Se pravi, hrano razgradimo v vitamine, minerale in tako naprej. Seveda, da telo lahko funkcionira kot more, da se lahko obnavlja, da se lahko regenerira. Seveda, pomembno, kaj jemo. Potem 4. steber je spanec. Kako spimo, ne? Spimo le dosti ur na dan, v nekih položajih in kakšen kvalitetni spanec je. Ne? In tudi telo v bistvu se zdravi takrat, ko miruje, ko spimo. Ne? Zato pa to, ko rečemo, primer, zbolimo, ponovadi smo kaj zaspani, ne? Zmatrani, nas utrudi. Ker na tak način se potem takrat lahko telo zdravi. Ne? Ko smo mi aktivni, vsa energija gre v tisto aktivnost, ne? Da mišice so prekrvljene, da imamo moč, energijo, ne? Takrat ni glih zdravljenje aktivno. Ne? Se pravi, nas spanec je zelo pomemben. Pa 5. steber je pa v bistvu skrbenje za sebe, ne? Se pravi, funkcija telesa. In zdaj tukaj pride potem poštev kiropraktika, fizioterapija, osteopatija, bioresonanca, karkoli. Se pravi, nekaj, kar pomaga telesu se temu izboljšati sposobnost samozdravljenja, pomagati pri bolečinah, pomagati pri neki slabi funkciji, da izboljšamo funkcijo in da se boš počutimo. Ne? To tvoj oče bi rekel redni servisi. Tako.
Pri stebrih zdravljenja si omenil tudi pomen spanca. Kaj je pravi spanec in kako dolgo naj traja? Jaz bilo za kako stvar rad izhajam z študij. Zdaj študije tukaj sicer se malo razlikujejo, kar se tiče spanca, ampak če gledamo neko povprečje, vse omenja, da naj bi spali tam 6 do 8 ur. Zdaj ni pomembno samo, da spimo teh 6 do 8 ur, ampak pomembno je tudi, ali spimo konstantno, ali se prekinjanja, se pravi, mora biti konstantno, brez prekinjanja, se pravi, da se zbujamo po noči, to ni pol tisti kvalitetni spanec. Pomembno je tudi, da v kakšnem položaju smo. Če spimo celi zakrčeni, zamaknjeni v nekih čudnih položajih, to ne bo dobro vplivalo. Če druga se zjutraj zbudimo celi neki zategani in zlomljeni. Prav tako pravijo, da naj bi šli spat tam okrog 10 zvečer, ker potem lažje telo pade v tiste različne faze spanja, od globokega spanca, REM spanca, to zdaj tudi te pametne ure merijo in tako naprej. Ker je znano, da če nismo v teh fazah pravilno, potem spet se telo na navredi regenerira, se na navredi spočijemo, se na navredi možgani pomirijo. In toliko bolj nas potem še spravlja v neko fazo stanje borbe, preživetja. In potem spet smo še samo bolj zgonjeni, zategani, zmatrani in seveda potem to lahko vpliva tudi na, bom rekel, ne samo na počutje, ampak tudi na to, kako organi delujejo, kak pritisk narašča in tako naprej. Vse skupaj je povezano potem. Teda spanje, položaj telesa je zelo, zelo pomembno. Je zelo pomembna stvar. Zdaj, če se vrneva k delu kiropraktika, osnovne orodje kiropraktika so roke. Katere so še druga orodja, ki jih kiropraktiki uporabljate pri svojem delu? Zdaj, kiropraktik lahko uporablja različna orodja. Kiropraktika načeloma ima tudi več vej. Imamo športno kiropraktiko, imamo nevrološko kiropraktiko. Rečemo, ko znamenitost nevrološke kiropraktike lahko uporablja, rečemo tudi različne digitalne zadeve, zato da še bolj stimulirajo možgane, točno določene centre možganov, se pravi, lahko uporabljajo neke vizualne naprave, lahko uporabljajo neke vibracijske plošče, ki stimulirajo spet določen del možganov, zato da se pomagali, rečemo, ljudem z multiplo sklerozo ali pa z nekimi paralizami in tako naprej. Uporabljajo se, rečemo, tudi lahko kakšne naprave, ki za ravnotežja. Se pravi, so take naprave, se odsedeš in potem te mečajo okoli kot vrteljaki, se spet, da stimulirajo vestibularni sistem, da se telo razvija, da se možgani razvija, da se išče neke nove poti. Potem imamo lahko tudi, tako se namenja športno, se pravi, da se upravljajo različni pripomočki, da se še bolj kakšne sklepe sprosti, da se še bolj kako mišica obdela. Upravljajo se, rečemo, tudi take lahko dekompresijske mize, zato da se še lahko bolj dela na hrbtenici, na diskih, na sklepih, da se to odpira, da se sprošča in tako naprej. Tako da je teh pripomočkov, bi rekel, na tržišču verjetno imajo kar visoko ceno, ampak je pa jih kar na tržišču, se dajo potem tudi kupiti. Ja, definitivno. Zdaj, če pogledava kiropraktiko, zanima me tvoje izkušnje. S katerimi težavami se najpogosteje ljudje obračajo na te? Če rečemo, gledam, v Nemčiji smo imeli ogromno strank, pacientov, ki so hodili seveda predvsem zaradi bolečin. Bolečin, takšnih drugačnih, ampak tudi ogromno ljudi smo imeli zaradi pritiska, zaradi sladkorne, prebavne motnje, ker tudi rečemo z vidom. Imeli smo tudi kar nekaj letalskih pilotov, ki so pred zdravstvenim pregledom so prišli k nam, zato ko so opazili, da potem vidijo boljše. Teda spet smo zdaj pred tistem, ker delamo z živčnim sistemom, se pravi, če zboljšamo delovanje telesa, se pravi, se lahko pozna marsikaj in potem, če se telo pravilno zdravi, da ima neke pogoje, zraven se jim še da prehrana, vaje, psiha, se pravi, meditacija in tako naprej. Res potem ima telo se pravilne pogoje, da se stvari izboljšujejo, da se telo zdravi samo sebe. Ampak večina ljudi pa prihaja predvsem zaradi nekih, bomo rekli, nekih bolečin, takšnih drugačnih. Kakšni so pa tvoji občutki, ko ti pride nova stranka, novi pacient, ko se sooči z njim? Si že imel kdaj problem sam pri sebi, pa si rekel, tega pa ne bom zmogel? Ja, definitivno je bilo kar nekaj takih trenutkov, še posebej v Ameriki,
Delal sem tudi pripravništvo v eni kliniki, kjer smo imeli ogromno ljudi z nevrološkimi težavami. In ko ti pride tam gospa, se spomnim, ena gospa zelo dobro, ko pride z totalno paralizo, cela zvita, si misliš, ojoj, kam pa z njo, ne? Kam pa z njo. In ti je težko, enkrat ti je težko pri srcu, ne? Ko si misliš, nimam pojma, kaj bi zdaj naredil, ne? Po drugi strani pa pač se trudiš in moraš zaupati v ne samega sebe, ampak zaupati v telo, da je zmožno nekaj narediti. Ne? In včasih treba tudi vedeti, da za določeno osebo so že manjši neki koraki, že lahko zelo veliki koraki. Ne? Nam se zdijo manjši, zelo majhni, pa skoraj ničelni, ne? Njim pa ogromni. Ne? In ta gospa ni mogla več niti na vozičku sedeti, ne? Potem je sedela sama, brez tega, da je bila zvezana. Ne? Za njo je bilo to ne? Tako da, ja, dosti takih trenutkov. In se trudiš po najboljših močeh. No, jaz se spomnim v bolnišnici, ko sem čakal na operacijo pa na diagnozo, se spomnim trenutkov, ko sem, mislim, da mesec dni ležal v posteli in sem imel kosilo leže, ne? In potem so me tako daleč spravili, da so me posedli na posteljo in so me privezali na en stol in sem lahko pojedel kosilo sede in ne samo to, še čez okno sem videl na ulico. Ne? Mislim, to je bil za mene, mogoče se zdaj nekomu zdi to smešno, ampak to je v tistem trenutku, ko si v tej situaciji, je to ogromen napredek, ki ga doživiš. Ne? Če pogledava paciente v Sloveniji, ti si delal v Ameriki, delal si v Nemčiji, delal si v Sloveniji, kako gledaš na te paciente? Kakšni pacienti smo Slovenci? Radi jamramo ali smo, ne vem, želimo pač upozoriti nas s tem, da pač rečemo, da smo bolani, ali je to res? Ne, se mi zdi, da smo ljudje, bilo kje smo si dokaj podobni. Ne? Dokaj podobni. Tako da smo načeloma zelo vredi ljudje, zelo vredi pacienti, stranke. In ni neke zdaj ogromne razlike. Ne? Mogoče je bolj ta razlika, kakšno je dojemanje samega dela in koliko smo pripravljeni sami za to nekaj narediti. Zdaj, Sloveniji se tu sicer spreminja skozi leta, ker pač zdravstvo nekako tone in so ljudje prepuščeni, oziroma smo prepuščeni samo sebi. Zato je potem tudi ta ozaveščanje vedno večje, da moramo nekaj sami narediti, če želimo vsi dobro. Ne? In to, če gledam, ko smo prišli sem pred leti, pa proti zdaj 100%. Že dosti več ljudi se zaveda, da če ne bo delalo, če ne bo skrbelo za sebe, če ne bo prišlo k nam, če ne bo šlo v fizioterapijo, če ne bo šlo v masažo, bo katastrofa čez nekaj let. Ne? Teda smo v redu. Tako, mogoče pa sama kiropraktika. Vseeno je to eno posebno področje, kot sva dejala, že osnovno orodje so roke. Kaj to pomeni, ko končaš mladi diplomant, željan dela, da se preizkusiš, da se potem doživiš tiste prve rezultate? Kako sploh poteka uvajanje v prakso? V bistvu se že uvajanje začne na samem študiju in je zelo počasi. Ne. Rečemo, prvo seveda se učiš samo teorijo. Ne. Kaj se pravi čist, bomo rekla, to splošno zdravstvo, se pravi te znanstvene predmete. Potem, kot prva praksa, bomo rekla, je samo dotikanje telesa. Ne. To je ta mišica, to je ta sklep. Potem se gre v to, da se začne, kako se zdaj giba, to je pravilno gibanje sklepa, to ni, to je pravilna normalna hoja, to ni, se pravi spoznavanje telesa. Potem greš vedno bolj v to, ok, zdaj pa imamo ortopedijo, se pravi ortopedske teste, pa imamo nevrološke teste, pa imamo pregled oči, mogli smo tudi delati ginekološke preglede in tako naprej, vse in svašta. Se pravi, da res poznaš telo in da vidiš, kaj je sploh normalno, preden sploh začneš dejansko delati z ljudmi. Ne? In potem tudi, ko smo dejansko začeli kiropraktične tehnike se učiti, je bilo spet
Prvo si vedel teorijo, potem si vedel točno vse, kaj je normalno, kaj ni normalno, ki je kaj na telesu, ko se dotakneš, potem pa zdaj pa si najdeš problem, tu je problem, priješ, se nastaviš, to me zdaj tako rešil in spustiš. Šele potem bomo rekla, slabih 3 letih pride do tistega, zdaj pa dejansko začneš tu neke impulze delati in neke stimulacije in nastavitve. Se pravi, postopek zelo počasen in dolgoročen. Tako da naporno in ko doštudiraš, seveda tisto, zdaj pa gremo, zdaj pa bomo pomagali in rešili cel svet. Potem vidiš, da je ogromno truda in da pač koliko si želiš vsem ljudem pomagati, pač nažalost vsem ne moreš, ampak se trudim po najboljših močeh. Verjetno pa je tudi veliko odvisno od samega pacienta, ker za dobro zdravljenje, potem, če želiš odstraniti neke vzroke, kot si dejal, prehrana je zelo pomembna. To pomeni, je tudi treba spremeniti ta življenjski slog, če želiš biti uspešen. Ja, moramo se zavedati, da to, kar nas je pripeljalo do problemov, zdaj, če bomo isto nadaljevali, je spet vprašanje časa, da bo spet zdarilo ven. Se pravi, je definitivno treba spremeniti ta življenjski stil, ki nas je privedel do težav. Lahko damo napotke, lahko damo neke smernice, ampak je pol na koncu na posamezniku, ali bo to dejansko naredil, si pomagal sam sebi. Tako da pomemben sestavni del bilo časa. Kaj pa potem vaje? Če greš na fizioterapijo, ti fizioterapeut predpiše neke vaje za domov, kako je pa to v kiropraktike? Podobna zgodba, spet dajo se vaje, ki se vidijo, da so pomembne. Na koncu, če gledamo tako splošno, na koncu že skoraj samo, kar delaš, samo da delaš nekaj. Pa seveda delaš to, kar je dobro, da delaš, ne da si nekaj škoduješ. Teda treba delati vaje. Vaje vsekakor. No, naj povem našim gledalcem, poslušalcem, da Marko ni kar tako, ni se zaigrati z njim, ker trenira tudi borilne veščine. Kako je z borilnimi veščinami? Ker nekateri trdijo, da si z borilnimi veščinami uničuješ telo. Kako gre zdaj skupaj borilne veščine pa kiropraktika? Ne gre skupaj. Zdaj, ker borilne veščine so, bomo rekla, zelo kontakten, intenzivni šport. Tako da nažalost ga več ne treniram, ker enostavno nisem mogel delati plus še zraven to trenirati, ker so bile vedno neke mikropoškodbice, vedno te nekaj boli, vedno te nekaj matra in če nisi sfokusiran na človeka, ki je zraven tebe, pa si sfokusiran na kako se boš ti zdaj postavljal, da te ne bo bolelo, potem ni tistega efekta. Tako da se vedno prilagaja moj trening in moj šport temu, kar je dobro za mene, pa da se počutim redno. Kako pa mogoče na svet vsem nam, kako ti uspeva? Nasmejan si zjutraj, nasmejan si zvečer, vedno dobre volje. Mislim, da je veliko glava tukaj, odločitev. Fajn sem počutil, fajn se bom imel in zato tudi mislim, da če sem jaz v redu, pa če sem jaz dobre volje, pa nasmejan, potem bo tudi drugi človek zraven mene. In avtomatsko se boš počutili tudi oni. Torej, že samo s to pozitivno energijo želim spodbuditi druge tudi, dajmo. Lahko se imamo fajn. Nekje sem prebral, da ste kiropraktiki v tujini, zdaj pri nas potem, če nekako ste, pa vas ni, potem verjetno tudi nekega nadzora ni, in da je to najbolj nadzorovano delo. Je to drži? V kakšnem smislu? Nadzor, da dejansko tudi država upravlja nadzor nad delom dejansko. Ja, vse tudi pri nas je v bistvu nadzor. Je tudi nadzor, kar je v redu, da je, ker enostavno, tako smo že premirali, preveč ljudi to nekaj počne, ki ne vejo, kaj počnejo in kaj delajo. Teda je prav, da se v to smer nekaj tudi pri nas razvija. Sicer meni ne v prid, ampak upamo, da se bo tudi to s časoma spremenilo. Ampak v tujini definitivno, rečemo še posebej v Ameriki, tam je strogo to vse regulirano in ker seveda si del zdravstva, teda nadzor je, kaj lahko se delaš, kako delaš in moraš tudi imeti potem licence in moraš to skozi ohranjati in da si skozi, da vejo, da si 100%.
To pomeni, ne gre to, kot je to navada v Sloveniji, tudi za masaže, za kiropraktiko, ne? Da končaš 30-urni tečaj, objaviš na Facebooku diplomo, napišeš zraven, da si se učil od najboljših in to je to, pa in začneš. Tako, ne gre to tako, ne gre to tako. In tudi rečemo, gre v to smer, da rečemo v Ameriki, ne, da tudi šole se pregledujejo, ne, ali vzdržuje nek standard izobraževanja ali ne, ne. In če ga ne, če gotovijo, da ne, torej izgubijo licenco izobraževanja, ne, in ne morejo več biti operativni, ne. To je nadzor zelo strog. To pomeni, je kar to področje pod nadzorom, svetovno gledano. Ja, definitivno, ne, definitivno. Torej tudi v Ameriki, ne vem, si srečeval tudi te vikend kiropraktike ali to tam ne obstaja? Ne, tam tega ne obstaja. V bistvu je tudi definirano, ne, v Ameriki, v bistvu kiropraktiko lahko izvaja samo kiropraktik, ne. Se pravi, vse, kar je s tem povezano, lahko dela samo kiropraktik, ne, noben drug, ne zdravnik, ne, bomo rekli, neki manualni terapeut, ne fizioterapeut, ne nikdo, ne, niš. Tako da je to zelo, zelo zaregulirano, no. Nikoli pa te ni zamikalo, da bi vpisal študij medicine ali pa fizioterapije? Me je, definitivno je prišlo pripravljati za točke, ko sem rekel, nič, dajmo se to vpisati, pa to narediti, pa mir. Ampak ko gledaš, koliko časa gre to, enostavno imam družino, moram za njo poskrbeti, moramo živeti, tako da enostavno to nekako ne gre poskozi, ne. To je res. Kako pa potem novitete, tudi kiropraktika se še verjetno vedno razvija, kako pa te novitete, kako to spremljaš, ostajaš v stiku s tujimi strokovnjaki, verjetno si jih veliko spoznal in kako so te govorne barijere? Na začetku si omenil, da je bilo kar tudi govorno težko. Koliko jezikov ti sploh govoriš? Dobro, zdaj, če odštejemo hrvaščino in tako naprej, ne. Pač glavna jezika definitivno sta angleščina pa nemščina. Nekaj španščino, nekaj razumem, mogoče par besed rečem, kaj povem, pač ker žena je špansko govoreča, ne. In ker imamo pač tudi k njej tja domov, se pravi, špansko govorijo, da nekaj vem, ampak primarno pa seveda pač angleščina, nemščina, ne. To je še vedno, seveda kljub temu, da nam je pač tu omejeno določene tehnike in izvajanje kiropraktike, ampak vseeno, jaz se želim naprej izobraževati in kaj novega naučiti in seveda, da ohraniš neko znanje. In če druga ne, vsaka informacija je pomembna, ne, nikoli ne veš, ki boš kaj slišal, kaj izvedel, ki ti lahko pomaga, če druga ne, pri tem, kar svetuješ ljudem, ne. Si razmišljal, da bi napisal priročnik za kiropraktike? Sem že tudi razmišljal, ja, da bi ustanovili neki inštitut, neka izobraževanja, ampak zaenkrat se še to nismo čisto tako odločili. Teda mogoče prihodnje, definitivno. Večkrat si omenil družino, ženo, 3 otroke. Kako pa otroci? Kako vajni otroci spijo? Namreč oba sta kiropraktika, kako vpliva to na otroke? Zelo, zato kako so navajeni, da kako se neki slabo počutijo, kako oni reče, ti mami, dej, poglej me, ne. Vse je v redu, pa če padec, ti pa sem, dej, poglej, vse je okej, ne. Tako da mislim, da imajo tu ogromno prednost, ker imajo zavedanje tudi čisto drugačno. Tudi dosti krat se zgodi, da se s kom pogovarjajo, rečejo, zakaj pa ne greš, ne, pa pogledaš, pa ne, ne probajo, tudi ljudem ni jim jasno, zakaj ne. Tako da, ja, ogromna prednost, definitivno. Neko nepisano pravilo pravi, ne, ko si kupuješ stanovanje, gradiš hišo, bodi previden, da tašča ne pride v copatih do tebe, ne. Kolikokrat ti vidiš taščo? Imam to srečo, da sem bolj poredko. Ne, je vredi tašča, ampak po drugi strani je pa spet mogoče malo lažje, ne vidimo se tako pogosto, teda praznike nimamo zdaj tega, bomo šli tja, narama se ona živi v Puerto Rico, ne? Ona živi v Puerto Rico, ja, njena družina živi v večini Puerto Rico, in je tudi na Havajih in po Ameriki in tako naprej, vse posod so. Tako da, ja, zabavno je. Če lahko deliš izkušnjo, ko otroci rečejo, ati gremo k babici, kako to poteka. Mislim, da si razlagal, da ste lani bili, da je potekalo potovanje 3 dni. Ja, lani je bilo katastrofa. Smo šli k ženi domov v Puerto Rico in smo mogli leteli smo iz Zagreba, Amsterdam, pa iz Amsterdam New York, pa New York v San Juan, Puerto Rico, ne.
In ko mi priletimo v New York, lepo čakamo na letalo, nas dajo na letalo in ko mi smo že na letalo, že govorili ste kufre gor devamo, ne, oni rečejo, ja, letalo ne bo letelo. Da greste nazaj dol, ne, kak ne bo letelo, že tako letimo, že en dan, ne se hecati. In potem ista kruta realnost, pač nič, ki bomo zdaj spali, ne, nekaj moramo prespati. Tisto uredimo, počakamo naslednjo letalo, naslednji dan, spet ga prekličejo, ne. Ni pilota. Ni pilota spet in pol je bilo tako, da je bilo spet večerni let, je bilo, da smo pol niti nismo imeli prenočišča, nekjer smo mogli spati na letališču, seveda to z malim otroci, ampak ko da bi otroci vedeli, da morajo biti pridni, mirni, obogati, ker je bilo Vse za to, da pridemo do babice. brez kompliciran, brez drenja, brez kreganja, ampak ja, potovali smo 3 dni namesto tisti en dan, tako da ni bila fajna izkušnja. Ampak ja, se zgodi, pot je dolga. Kako bi opisal nam bolj neznane kraje, če primerjaš Slovenijo, Puerto Rico, ljudi, navade, običaje, to pristnost, domačnost? Moram reči, da Puerto Rico je zelo vredno, ker se vidi, da so oni tudi bili španska kolonija in se pravi, imajo ogromno teh španske kulture, navad. In tada so ljudje zelo povezani, družinsko povezani, znajo se zabavati. Tada, jaz rečem, da so taka dobra mešanica med nami, pa potem dol še južnje, Hrvaško, Bosno, Srbijo in tako naprej, ne. Znajo zabavati, lepo na izi, pa kam se ti mudi, pa ono, ne. Službo bomo ob 3, ampak dobro, se ura 2, se še vam cajt, ne. Bomo že nekaj spili, nekaj povedali. Rečemo tudi, kar se tiče prehrane, ne, tudi znajo obračati odojke in tako naprej. Tako da Puerto Rico je res zelo super država. Je pa res, da potem imajo problem teh Karibov in ogromno mafije, ogromno kriminala, streljanja. Tako da smo tudi razmišljali en čas, da rečemo, da bi šli tja živeti, ampak to je bil tisti največji minus, je bil glih to, ne, ta varnost spet. In kak hitro imaš mogoče malo več, si izkosno udaro, ne. Nikoli ne veš, daj bojo vdrli v hišo, daj bojo ukradli otroka, daj bojo zatevali nar, daj bo ne vem karkoli, ne. Tako da ste se odločili, da je boljše tukaj v Sloveniji. Kaj se tiče družinskega življenja, kvalitete življenja, smo lahko v Sloveniji še zaenkrat kar srečni, kar veseli. Jaz vedno rečem, kad imaš posameznike, ko ful kritizirajo dejansko dogajanje v Sloveniji, samo pokrajino, samo deželo, jaz vedno rečem, premalo si bil v tujini, da bi lahko to ocenjeval. Čista resnica. Jaz nisem cenil to, kar imamo tu, pa in od narave in vsega in ljudi, dokler nisem šel v tujino, ne. Potem pa vedno bolj. In še zdaj včasih se pelam, pa gledam, pa se zdi, kje živimo, ne, res živimo lepo, ne. Pa dejansko v 2 urah si v planinah, v 2 urah si na morju, Ja. To je redko kje, ne. Ja. Prej sva že omenjala čevapčiče, prihaja čas piknikov, pomladni čas. Kako pa izgleda piknik, ko ti prideš na piknik? A prideš sploh do čevapov ali te prvo vsi ljudje povejo, kaj jih boli? Ne, prijem do čevapov. Res pa je seveda, ne, ko smo z družino, seveda, da ima malo pogled, da ima malo ono, še posebej, ko gremo tudi k ženi domov, ne. Je to prvo, dajmo zdaj vse pogledati, se zrihtati, ampak prije spontano, prije in z veseljem, ne. Tako da če hočem sebi dobro, hočem družini dobro in si želim, da so tudi oni tako, kot morajo biti, ne. Omenjaš družino, pa nasplošno vidim tudi, da si vzameš prosto za počitnice, ko imajo otroci počitnice, tudi o petkih končaš prej dejansko, to pomeni, družina ti veliko pomeni, je to dejansko čisto tvoje osebno prepričanje ali je to nekako povezano tudi s kiropraktiko? Predvsem moje prepričanje. Sicer sem taki deloholik, hitro izgubim tisto čas, ne. In ko zapadem v delo, lahko tudi delam 16-20 ur na dan, pa pozabim jesti in tako naprej. Lahko delam cele dneve, petke in svetke in tudi včasih sem delal dokaj tak. Ampak pol otroci so bili tisti, ko so me začeli vleči nazaj. Se pravi, sem prišel domov, pa me otrok niti ni vredi poznal, ne. Niti ni rekel zdravo, niti me ni pogledal, ne. Niti se ni hotel z mano igrati, ker v bistvu me ni poznal, ker me ni videl 5-6 dni na teden, me sploh ni videl, po tisti, kaj sem bil tak cel izmatran, da ne. In
Potem sem to začel vedno bolj videti, hej, to pa ni vredno, ne, to pa, mislim, enkrat te srce boli, drugič pa si misliš, zakaj sem imel otroke, če nisem z njimi, ne. In definitivno sta prioriteta je pol vedno bolj šla k družini in otrokom in da si moram vzeti čas, da moram vedno več biti z njimi in če ne zdaj, kdaj bom. Kaj potem počnete? Kaj počnete, ko ste skupaj? Ali vprašal te bom drugače, kaj počne Marko, ko ni v službe? Še pomagaš tudi očetu, kaj v delavnice? Ja, definitivno pomagamo očetu, kaj še vedno imamo, rečemo tudi vinograd, imamo nekaj gozda, tako da dela je vedno dovolj. In to me tudi v bistvu veseli, me sprosti. In to smo tudi, rečemo, tudi tisti steber, ne, psiha, kot smo rekla, ne. Mogoče ni glih potrebna meditacija, ampak če počnemo to, kar nam je všeč, kar nas sprosti, kar pozabimo na zadeve, je to veliko, ne. Zdaj pa, če je to košnja trave ali pa nekaj, je boljše kot pa nič, ne. Pa da smo obdani z ljudmi, ki nas imajo radi, pa ki jih imamo mi radi. Točno to, ne. Socialno življenje je pa tudi zelo, zelo, zelo pomembno, ne. In da je tudi za otroci, ne, počnemo to, kar mene veseli, kar njih veseli, se pravi, gremo hoditi, gremo nekam potovati, da doživljamo, ne, doživljanje, tisto se mi zdi, da s tem, ko nekaj doživimo, nekaj novega, vidimo nekaj in da se imamo fajn, je tisto, kar ti da v bistvu čas, ne, da tisto ne misliš, zdaj pa kam je šel čas, ne, kam je pobegnil čas, ne, se pravi, s tem si podaljšamo naše življenje, če temu tako rečemo, ne, tako da vse živo počnemo, vse živo. Zanima še me, kako pa Google ti je blizu, imaš kakšne veze, sorodnike, prijatelje tam? Niti ne, jaz sem bolj antitalent za tehniko. Za tehniko ne, ampak bolj za elektroniko, da tega se izogibam. Veš, zakaj te to sprašujem? Ne, mislim, da vem, kam namiguješ. Na Googlu ima Marko namreč, naj povem, 49 ocen in tudi tam ima čisto petico. Vse ocene so 49 ocen, mislim, zadovoljnih strank in vse so oddale čisto petico. Ne vem, kaj ne rečem druga, ko hvala. Mislim, da prioriteta je vedno, mislim, to, kar delam s srcem. Se pravi, pomagam ljudem in tudi poskušam navezati pristne stike, ker če sem cele dneve pomagam drugim in sam sebe tudi to te zmatra na konc konca, ne. Se želim imeti fajn in če imaš tiste, tako si prej omenjal, ne, socialno življenje, pristne stike, si vesel, se pozdraviš, vprašaš, kak si, malo veš, kaj se v njihovem življenju dogaja, imajo družino, nimajo družine, in se res trudiš, mislim, da tole na konc koncev ljudje čutijo, čeprav se jim ne moramo pomagati, in mogoče ljudje čutijo to pristnost in da se trudimo in temu primerno pol mogoče cena. Kako pa zdaj, mogoče še na svet, prihaja pomlad, toplo vreme, začenja se gibanje, ven postavimo motorje, kolesa, razne, tudi delo, kot si omenil, v vinogradu na vrtu. Verjetno imaš sedaj več obiskov tudi zaradi bolečin. Ja, definitivno so sezone, določene sezone vedno pripeljejo nekaj za tem. Ja, definitivno kaj je, da se preveč hitro ljudje zaletimo v neko delo, ne. Rečemo zdaj spomladi specifično, iz tistega poležavanja po zimi, mrzlo, smo krčonice ne gibamo, pa enkrat začnemo vrte štihati, gremo obrezujemo, motorje ven postavimo, začnemo dirkati okoli, ne. Torej, iz nič gremo na 100 km/h prehitro, ne. Fajn je postopoma, počasi, malo po malo se delo bo počakalo, ni treba zdaj takoj vse danes narediti. In seveda spet poskrbimo za to, da se malo segrejemo, preden začnemo delati, se malo raztegnemo, pazimo, da nas vreme, ne, zdaj vemo, je strašno vroče, hkrati veter mrzli piha, zvečer se zna zelo fajn ohladiti, da popazimo, da nas ne napiha in tako dalje. Tada ja, treba je biti pazljiv, previdno in počasi. Počasi, dejansko najbolj pomembno je tisti počasni prehod, da potem na zdaj nekako pridemo v te polne obrate, bi lahko dejala. Tako, definitivno.
Marko, kaj ne rečem za konec? Hvala za ta prijeten klepet, hvala, da si vzel čas. Vem, da te pot že pelje, za danes si končal, vem, da greš domov. Kaj bo ta vikend prioriteta? Ena 40-letnica. Potem pa malo tudi urejanje okolice okrog hiše. Tako, trava že raste. Trava že raste. Tako. Še enkrat najlepša hvala, Marko. Hvala enako. Vam, drage poslušalke in poslušalci, gledalci in gledalke, pa tudi vam hvala, da ste nas spremljali in seveda v našem podcastu Neokvirjeno bomo gostili še veliko zanimivih gostov, zato je čas, da se naročite na naš podcast Neokvirjeno.